Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Moram reči, da bom razkrila nekaj, kar mogoče ne bi smela, pa vendarle bom. Veste sami, da zbiramo vaše predloge, vaša mnenja, vaše izkušnje in sicer v okviru projekta Svetovit, kjer vas sprašujemo, kdo vam je pomagal in kaj vam je pravzaprav pomagalo. Ogromno smo dobili vaših glasov ravno za tradicionalno kitajsko medicino in moram reči, da me pravzaprav ne preseneča. Zakaj me ne preseneča? Zaradi tega, ker ne samo, da je ogromno mnenj pacientov tradicionalne kitajske medicine dostopnih in da sem jih slišala zares veliko, tudi v naši družini, tudi pri moji mami sem že doživela pravzaprav to, da ni mogla roke dvigati zaradi same bolečine, medtem ko je zdaj lahko normalno uporablja. In to ni edini primer, s katerim sem se pravzaprav srečala. En tak mali čudež pri tem, kako dobro se počutijo ljudje po različnih terapijah tradicionalne kitajske medicine, pravzaprav doživljam tudi v partnerjevi družini in moram reči, da sem samo navdušena, da ljudje slišijo za to, da izvejo za vse te stvari. No, ni pa akupunktura edina veja tradicionalne kitajske medicine, ampak tudi masaža. Ljudje ponavadi mislijo, da če grejo na masažo, da je pa to neki za razvajanje, neki, da malo, ampak temu vendarle ni vedno tako. Zanimivo, danes bomo govorili o otroški masaži v tradicionalni kitajski medicini in danes v naši družbi pravzaprav družina dr. Jao. Lepo pozdravljeni, dr. Jao, in pa Miha Virant je prav tako v naši družbi. Midva se že poznava. Jao, midva pa tudi, ne? Odlično. Evo, danes boš malce zmasiran in tukaj me takoj zanima, dr. Jao, masaža kot taka, je to nekaj, kar je bolj namenjeno razvajanju ali ima drug pomen v tradicionalni kitajski medicini? 对，是的，按摩是可以享受放松，但是这只是最近几十年才是作为这样一种目的放松，但是实际上传统的针灸啊、按摩啊这些都是以治療疾病為主要的。Ja, sprostitvene masaže so mogoče bolj trend zadnjih nekaj desetletij. Tradicionalne masaže so vedno bile bolj terapevtske, bolj usmerjene v zdravljenje določene težave, kakor nasplošno v uživanje sproščanja. Se pravi, niso tukaj prijetne, ampak so pa pomagajo. 不是很舒服，但是有效果，可以这样说吗？可以说没有痛苦。按摩，我只是说按摩的话，可以说是没有痛苦，或者说痛苦很小一点点，而且也能够治療。 Niso boleče. To je ta, ko bi rekel, ta fin občutek, ki ga, ko bi rekel, mojstri razvijajo z časom, z prakso, do katere mere lahko zmasirajo. Ali pa koliko močna, koliko hitra, v kakšnem ritmu je masaža, da po eni strani doseže svoj namen, da je učinkovita, hkrati pa, da stranka ne trpi preveč. Pri masaži je pravzaprav specializirana na tem področju gospa Jao. Lepo pozdravljeni, dobrodošli tudi vi. In sicer masaža za otroke. Zakaj za otroke? Človek bi rekel, Jezus Marija, pa jaz mogoče bolj rabim masažo, kakor pa otroci. Se so še čili in zdravi in pri energiji in vse ostalo. S kakšnim namenom, zakaj se torej otroke masira? 纯天然推拿，不用药物和机械的任何副作用都没有，是纯天然推拿，所以小孩子都容易去接受它。 Zato, ker je to najbolj naravna oblika ali pa najbolj naravna metoda, s katero lahko vplivamo na otrokovo zdravje. Zato, ker otroci včasih težje, ali pa tudi mi ne maramo, da bi otroci se, ko bi rekel, soočali s temi težjimi posegi ali pa s kakšnimi, ko bi rekel, zdravili, ki imajo stranske učinke, ali pa z invazivnimi posegi in rajš prej probamo vse, kar je, ko bi rekel, po naravni poti. Nekaj, kar otroci lažje sprejmejo. Se pravi, to je nekaj, kar je njim naravno in imajo radi to otroci? Bomo demonstrirali, pa bomo videli, koliko jim je to fajn. 小孩子喜欢吗？ 小孩子非常的喜欢，因为小孩子按摩了之后，他会觉得是一种享受。
Ja, ne, zelo imajo radi.他会非常喜欢这一种方式，按摩的方式。Zelo imajo radi, ker v bistvu ja, no, tako kot starejše gospe, lahko tudi otroci zelo uživajo v masaži. Pravzaprav. Bomo malo demonstrirali, ja? Smo pripravljeni, da malo pokažemo.没问题， Ja, v redu je. Okay.我们 Pol 现 pa ti dovoljujem, lej, ulež se, razkomoti se. Svojni bjeni, cođa, tanđa. Aha, bo dal glavico, boš dal glavo tam? Ja. 真的好，躺着。 Nekaj je svoj Kako je lepo. 我可以跟大家先介绍一下那个治感冒和发烧的最有效的4大手法。 Ne v primeru, na primer, vročine ali prehlada. Ne bi recimo gospa Jao bi uporabila 4 tehnike masaže. Aha, samo se pravi pri vročini. Dobro? 对，感冒开天门， To je ena tehnika, ko bi rekel gladenje Tretjega očesa, čela. čela. Ja, pa od tretjega očesa pa pol gor. 推坎宫， pa potem na stran. To je bilo na gor, potem na stran, nad obrvmi, 揉太阳， masiranje Senc? senc. Ja, v kitajščini so to točke sonca. 这都是治疗头痛的有效的方法。 Zelo učinkovite metode masaže proti glavobolu. Ne, bi 耳 rekel, 耳后高骨， Tole pa masaža pod ušesi, oziroma Še večkrat niže, ne? ja, 可以治疗发热、退烧的作用。 aha, je pa malo kot ohlajajoč učinek, Dobro. bolj proti vročini. 还有按揉百会，是因为发热、感冒、咳嗽不能睡觉、不能安神。按揉百会 Za 是 pomiritev, masaža te točke 100 sestankov na vrhu glave, kjer se 有 srečajo 安 vsi 神助眠的作用。 kanali, deluje pomirjujoče. Recimo pred spanjem, ja, če otrok dosti kašlja ali pa ne more zaspati, ker ga kaj boli. Ne, pol- 治疗感冒还有，不光是治疗感冒，手上的有很多穴位，我可以介绍给大家。一个是 大拇指的 Na rokicah je veliko točk, ki predstavljajo celo 脾 telo. 胃，脾胃在大 Na 拇指。 palcu so kakor točke v povezavi z želodcem in vranico, 肝经， v povezavi z jetri na kazalcu, 肝经在食指，中指是心，心经， sredinec je srce. 中指和这里一条全部都是连着心。 Ja, od sredinca še dol do dlani in čez zapestje. 这是肺经， Meridian pljuč 肺经， je na prstancu oziroma na blazinici, 肾经， to pa meridian Sen. ledvic, pa je na mezinčku. 感冒的时候 Tako da v času 可以补 prehlada 肺，如果说是肺气不足的 recimo 话 je，treba 就补。 okrepiti či pljuč. Ali pa ne sploh, če je či pljuč prizadet, v primanjkljaju ali kakorkoli, se lahko oči 感冒 pljuč 引起 okrepi na 的 ta način. 感冒引起的呕吐、不食、胃部不食，可以补脾胃。 Če je stranski učinek prehlada neprijeten občutek v želodcu, pa zaradi tega neješčnost ali pa malo slabši apetit, se lahko za to masažno tehniko okrepi sfera vpliva želodca. 还有二扇门， Asanman, če 二 so 二扇门，一个穴位的名字啊。 ime ene akupunkturne točke, šaljanga ševej. 那对一扇门和二扇门在一起，这是一扇门。 Aha. Sanman se imenuje, to je pač ena pa druga, dve akupunkturni točki med členki 这有那个退烧的作用。 kazalca sredinca, prstanca. Te točke, te dve točki lahko malo zmanjšata vročino. Aha, če pritiskaš gor. 如果按可以退烧，如果有点发烧，按这两个穴位，啊，这穴位还加一个，如果发烧烧得很重的话， ja, ampak Jo, bi še a. to pokombinirala z 清天河水，
胳膊的这里， Česat ne bo 要快速，晴天河水。 Aha, zdrgan. 青天河水，天上的河水，天上的河水， Drgan podlaht. 这个是体温很高了。体温这也是很高的时候就青天河水， Ne veš, kaj reka. Taka Posebna tega- tehnika je, ja, 推5分钟左 Vlajenje. 右， oziroma posebno ime, ja, 5 minut. 贝特米。 5 minut. 5 Ja. minut recimo te tehnike. 如果是风热感冒，就是夏天的时候风热感冒烧得很高的话， Ja. 推6伏 Če zdaj, 就这 malo je 里。 odvisno, če je, ko bi rekel, vzrok za prehlad preveč vročine ali pa preveč mrazu. A To se se- je, ko bi rekel, a se je to zgodilo poleti ali pa po zimi. Če je recimo vzrok za prehlad preveč vročine, potem je masaža, potem je bolj na tem, na drugem delu. Doktor Jav, že zadnjič smo zvedeli, da dejansko otroci na akupunkturi niso nemirni, v smislu, da se dejansko umirijo. Katerekoli težave že dejansko imajo. Podobno zdaj ugotavljamo tudi pri sami masaži. 小药也是就放松的弹着，对对，是的，是的。按摩，所以小孩子每一个小孩子都很喜欢，他都能够接受这种治疗方式。所以按摩对于小孩子是最合适的，特别是按我们中医讲的话，按年龄来分，6岁以下的是效果最好的。再大一点，比如说可能10岁，效果会差一些。如果再大一点，超过10岁的，效果就不怎么样了。 Masaža je zelo prijetna za otroke in načeloma in jo zaradi tega lahko sprejmejo. Je pa nekje 6 let, je recimo tista meja, ki bi rekla, aha, do 6. leta sigurno pride masaža v upoštev ali pa ne, bolj ne akupunktura. In tudi masaža, ta otroška masaža najbolj deluje do recimo 6. leta starosti. Pol naprej, mogoče ta učinek otroške masaže ni tako dober pri otrocih, ki so že 10 let stari, naprimer. Ja. S kakšnimi težavami pa prihajajo recimo starši, ki pripeljejo otroke do 6. leta starosti? 6岁之前，小孩子常见的毛病是什么？我们就说这个关于小儿按摩治疗疾病呢，是很系统的理论。可以说几乎所有的小孩子的疾病都能够治疗，比如说常见的发烧、咳嗽， Te, ki smo omenili, vročina, kašelj, 腹泻、拉肚子， težave s prebavo, driska, 消化不良， zaprtost, 不喜欢吃 slabša 东西， prebava, 或者说 slabši 便秘 apetit.，然后还有遗尿，比如说很大的小孩子，他都晚上睡觉的时候他不能控制小便的那个遗尿。 Aha, ali pa da jim uhaja urin po noči, da ne morejo kontrolirati urina. Ker je v bistvu zelo sistemska ta teorija otroških bolezni. Je v bistvu praktično za vse bolezni obstaja neka masažna tehnika. Na 几乎上没有什么病不能治。也不能这样说，还是有些病不能治，比如说像骨科的疾病，比如说这个骨头骨折或者受伤啊，然后皮肤病，这个对，然后有脓肿啊、溃疡这些也肯定不能治疗。 Aha, ja, mislim, sigurno so tudi določene bolezni, ki jih z masažo ne zdravijo, ali pa se jih ne da zdraviti. No? Kakšne kožne bolezni, ali pa kakšni zlomi kosti, ali pa kakšni čiri, ali pa kaj tasga. No, je tudi, ko bi rekel, neka omejitev. Ampak vsekakor, recimo, kar je meni zanimivo pri tradicionalni kitajski medicini, je pravzaprav to, da ko prideš na prvi pregled, da to vse skupaj traja skoraj 1 uro, pogleda se jezik, pogleda se, ne vem, srčni utrip, ušesa, pravzaprav vse se pogleda. In se na podlagi tega potem sestavi neko sliko, da vidimo, kaj dejansko človek sploh potrebuje in kje so vzroki. Ja, 看人到底需要什么，而且原因在哪里，是这样。对对，是的，是的，特别对于小孩子来说。 小孩子叫儿科嘛，儿科在中医里面叫做哑科，就是哑巴的哑，就是不能说话的哑。因为小孩子来了，他要么就是不能说话，要说话的话，他不能够很清楚的说清楚病情，所以我们一定要检查很仔细。 To sigurno velja. To je ta holistični pristop tradicionalne kitajske medicine, ki res gleda pač človeka kot celoto in poskuša ugotoviti, kakšno je ta, ko bi rekel, kakor energetska struktura te celote in kje so kakšni. Pri otrocih je pa to še toliko bolj poudarjeno, zato ker otroci
ne znajo še sami povedati, kaj jim je. Se tudi odrasli včasih ne znamo čisto točno povedati, zakaj. Ne? Ampak pri otrocih je pa to še toliko bolj in zaradi tega morajo zdravniki, pa to v vseh ordinacijah, tudi glih tako v Mariboru, v Celju, v Ljubljani ali pa v Kopru, pri otrocih v bistvu toliko bolj opazovati, pa iz tega opazovanja, iz oči, iz utripa, iz barve kože, iz načina gibanja ali pa mirovanja ali pa govora ven v bistvu razbrati, kje je vzrok za težavice, če so. Je to ena izmed tistih stvari, ki se jih poslužujejo starši, ki svoje otroke nočejo po domače povedan filati s tableti, zdravili, antibiotiki in vsemi ostalimi stvarmi? 父母不喜欢给小孩子，不让小孩子吃很多西药，是不是常常就用小孩推拿治疗他的病？比如说在中国或者。肯定嘛。以前没有西医，世界上没有西药嘛，中国没有西药。那我们这几千年，最早小儿按摩的这个记载是2300年前，也就是说，从2000多年前一直到现在，我们都是这样一直按摩治疗。Ja, sploh ker, ko bi rekel, tradicionalno, ne, ali pa ker antibiotiki pa zdravila moderne zahodne medicine 100 let ali pa 200 let nazaj jih na Kitajskem ni bilo. In preden so prišla ta zdravila, doktor je rekel, prvi zapis o otroški tvojna masaži je star 2300 let. Tako da ves ta čas cesarske, kitajske, način, s katerimi so zdravili otroke, je bila otroška masaža. Se pravi, ima neko določeno tradicijo kot tako. Se pravi, starši pripeljajo otroka na to masažo, zraven lahko tudi mamice malo poškilijo, da se naučijo, kako svojemu otroku doma pomagati s kakšnim masažnim gibom? Ja, jaz mislim, absolutno. 妈妈带小孩到诊所，她也可以在旁边看看，医生怎么做，或者你怎么做推拿，然后她自己可不可以学习，然后在家里也做。可以，没问题。OK， 你觉得？当然是可以的，当然是可以的，因为很简单啊。他如果到我们这里来做治疗的时候，可能只有30分钟左右。但是他如果父母亲回到家里以后，能够再按照我们按摩师介绍的方法再跟他做一遍，那个效果会更好嘛。Ja, učinek je še boljši, če starši lahko, ko bi rekel, isto masažno tehniko doma ponovijo. Je pa res, da tako kot vsaka obrt ali pa umetnost, traja nekaj časa, preden kdorkoli obvlada določeno tehniko. Ker je res tisto, če je preveč, glih tako ne v redu, kot če je premalo. In te, ko bi rekel, te tehnike, ki jih imajo, doktori so res, ko bi rekel, izpiljene. No? In ker imajo veliko izkušenj, ker imajo teh 2000 let izkušenj in pa ta praksa, to, kako se roka premika, kako hiter gre, kako globoko gre, kakšen občutek mora proizvesti, je ko bi rekel, je nek tak občutek, ki je vmes med otrokom pa maserjem ali maserko. In je tako zelo, ni kar tako 1, 2, 3, da bi se mama lahko naučila, ampak vse lahko vpliva, ne? Sigurno se pa s časom lahko, če se potrudi, se lahko sigurno obvlada to isto tehniko, ki jo dela maserka ali doktor. 其实不管是爸爸还是妈妈在旁边陪着小孩子，小孩子也能够很放松，对吧？对他的治疗也很有帮助。然后他问了我们的按摩师这个治疗的方法以后，他回家也可以临时跟小孩子处理一下，比如说小孩子晚上突然不舒服啊，爸爸妈妈都可以按照我们中医的方法跟他帮助一下，放松一下。Je več prednosti tega, da so starši ali oče ali mama zraven, da so poleg takrat, kadar poteka ta otroška masaža, tudi zaradi tega, ker je prvič otrok malo bolj pomirjen, drugič pa zaradi tega, da vidijo, kaj doktor dela in da lahko pa recimo zvečer, če se otroku spet pojavi kaj, ne vem, da mu je malo slabo ali pa da malo bruhca ali pa malo poliva ali pa da je kaj narobe, pa lahko takoj ponovijo tiste tehnike, pa je pol učinek v bistvu masaž še boljši. Odlično. Najlepša hvala za tale pogovor, hvala za demonstracijo. Še ni. Hvala lepa. Takole, evo, skupaj se učimo, skupaj raziskujemo takšne in drugačne stvari, modrosti, ki obstajajo torej ne stoletja, ampak pravzaprav več kot 2000 let, kar se tiče same masaže. In glejte, nobenih antibiotikov, nobenih takih in drugačnih stvari, lahko poskusite najprej s tem in vidite, kako se dejansko odzove telo. In tradicionalno kitajsko medicino lahko najdete ne samo v Ljubljani, tudi v Mariboru, v Celju,
v Kopru, pa še kje se najde. Kakšne informacije pa tudi na www, klepetobkavi.si in ne bomo vas ignorirali, če nimate dostopa do interneta, pokličete namreč lahko na 02 6200 230, če bi želeli kakršnokoli informacijo. Poskrbite zase, kajti vi ste tista oseba, ki boste z vami in sami sabo celo življenje, tako da najprej treba zase poskrbeti. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.